smo za voljo človeka, za voljo resnice in lepote, za voljo spoznave. Da, tudi spričo preudarka, ki kljubuje ideologiji, ki kljubuje dogmi, ki kljubuje pogosto vsiljevani bolečini. Morebiti lahko spregovorim s Karlijevimi besedami, zakaj izhodiščna misel tokratnega snidenja je oprta na študijo, ki se bere teološko, filozofsko, literarno, antropološko in sliši na naslov Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih. Vprašanje, ki ima priostreno konico, ki pa vendarle mehko sega v sredico tistega, kar je, tistega, kar bi moglo biti. Jaz imam vedno zelo velik problem govoriti za Tjašo, ne? Ker se počutim bližje kot Martin Krpan v cerkvi. Rada bi povedala, da če bi bili tukaj zaradi moje knjige, vas ne bi bilo toliko. Še nikoli ni bilo na nobeni predstavitvi moje knjige toliko ljudi. Dobro, niso bile javno najavljene. Tukaj sem zaradi Karlija, ker je moj prijatelj, ker je človek, ki ga verjetno najbolj občudujem od vseh ljudi, ki jih poznam. Zgodbe o njem so že skoraj take, ki bi človek, recimo, če pripovedujem kakšne zgodbe, kakšne doživetje, ki so se mi zgodile z njim, že skoraj tako, kot bi pripovedoval neke legende, ne. Ne vem, Karl je človek, ki je sicer frančiškan, ne. On je začel, bi rekla, svojo cerkveno kariero kot frančiškan. Tja je šel dejansko z najglobljim prepričanjem, da bo sledil svetemu Frančišku, njegovemu izročilu, da bo delil z revnimi, bolnimi, da bo pomagal. Tudi, ko sem ga prvič obiskala, mi je bila zelo zaprepaščena, ker sem recimo rekla, koliko lepa slika, vzem, recimo, pa ne vem. Vse bi dal drugemu človeku, pomagal bi mu, ne zna, recimo, ne vem, če sploh znaš reči, ne? Ne. No, vidiš, da znaš. Znam. Ne, no, vem, ampak vedno... Moral sem pokazati, da znam. Vedno, nikoli ne zavrne nobene prošnje. Zdaj sem ti pa nekaj na glavo nakopala. Tako lepo mi je poslušati za časa življenja pogrebni nagovor. Ja, se vem. Ja, viš kaj, boš mogel. Sam si kriv. On je šel res z neko iskreno potrebo pomagati, mogoče spreminjati ta svet na boljš, in jih je precej dobil po glavi od svojih šefov zaradi tega, ne, pač ker cerkev ni tako zelo nagnjena, da bi delili z njo, vsaj jaz ko mislim, upam, da nisem koga užalila, ampak ali pa vsaj ne kar tako, ne, vse vprek in on je recimo zame edini kandidat za svetnika, ki ga osebno poznam. Recimo, ne, kadar sem bila pri njemu na obisku, pa me je vozil okrog po tistih svojih krajih, kjer je pač služboval, so se vedno zgrinjale množice v cesti, pa so mahali otročki, pa mamice, tako kot da gre Tito. Zagledali so deso. Ne, in res, če govoriš z ljudmi v krajih, kjer je on služboval, dejansko ga častijo, ne. Ampak tukaj smo zaradi te knjige, ki je nastajala zelo dolg časa, koliko časa, Karli? Kar precej časa. Kot je moje soočenje z tistimi, ki resnično trpijo, ne. Najprej sem jim blefiral enostavne
poceni naučene odgovore. Potem pa sem videl, da tako ne gre. Preprosto zato, ker ko sem govoril, sem nekje sam v sebi zaznaval, da blefiram. In najhujše blefirati ob nekom, ki resnično trpi in mu ponujati poceni pametovanje. Ne gre. Daljnoročno ne gre in tudi meni ni šlo. In potem sem vedel, da si bom moral zastaviti vprašanje, ki ga odsvetujejo si zastavljati. Preprosto zato, ker se zdi na videz brezizhodno. Tam zunaj me je nekdo vprašal, je rekel, komentiral, pravzaprav je rekel, pa tak pobožni Filipinci, pa kaj je to bilo, ne? Kaj je bil Bog na pauzi, ali kaj? Ne? Kaj bi bilo njemu, ki je vsemogočen? To, pa tega ne bi bilo. Pa bi magari, če že tam se neki vrtinčili, pa bi tisti malo vinka naredili, ne? Tam po oceanu, seveda mimo tistih ladij. Tudi tistih, ki niso pobožni. To mi je pa enkrat nekoče razlagal nekdo, da pa je, to pa najhujš, ne? Tega se tudi lotevam noter, ne? Te podobe Boga, ki te kaznuje, če ne ustrezaš njegovim predstavam, ne? Če si grešen, ne? To sem pravzaprav, ko je ta knjiga že nastajala, dobro, da si to vprašala, me je ravno to izzvalo tudi k razmisleku v poglavju, ki ima naslov Iz zablode po svetem Anselmu, ne. Namreč, tematika je zagonetna in ne moreš ponujati poenostavljenih rešitev, ne. Se je treba, predvsem rekel, kopati, ne. In potem sem nekje v nekem trenutku obstal, vse sem večkrat obstal, ne. Ampak potem, ko sem že res delal, najprej sem se skrival, ne. Najprej se skrival za 3 junaki, ne. Ja. Ker jaz sem nekako bila prisotna že ob samem začetku, ob sami ideji. Sva se že družila in je napisal, sem brala tiste čez prve strani, 3 so bili ena ženska, pa 2 moška, ne. Ki so med sabo debatirali o teh vprašanjih, ki se postavljajo in na katere iščem on odgovore v tej knjigi. Sem rekla, mislim, pa to je... Zakaj rabiš tle, ne vem, se skrivati za nekimi izmišljenimi liki, to so tvoje misli. Ti jih povej, kot ti, ne, kaj boš zdaj nas tle okoli prinašal. A je to ti zblefiranje tudi bil malo noter? Ne, to je bil, ja, pa strah, ne, izpostaviti se, ne, ampak potem pa je bilo milost, ne, da me je malo pri srcu začel matrati, pa malo me je v glavo trešlo in pa priješ do spoznanja, izkustvenega, se spomnim mojega očeta, tudi tam okrog 50. leta, da pravzaprav nimaš več veliko časa in da ne moreš, to te celostno prevzame, da ne smeš blefirati. In veste, jaz osebno verjamem, da bom na koncu dajal odgovor samo enemu šefu, ne, nikomur drugemu, ne. In če bi zatajil življenje v pristnosti, ne, kako bom dal odgovor, ne. No, ampak gremo naprej. Ne, in potem se je pa zgodil mojim prijateljem nekaj grozno hudega, ne. Umrl jim je otrok, ne. Zgodila se je nesreča na skavtskem taboru, otrok je pač šel za nekim patrom, izjemno žlahtnim človekom, in ko je ta pater hodil, je izpod ruše se skotalil en kamen, otrok se je ustrašil, mala deklica Blažka padla je na hrbet in tam na tistem travniku je bil en kamen, ne. In je padla točno na tisti kamen in par minut za tistim je umrla temu patru v rokah, ne. In so prišli njeni starši in po tistem, ko smo jokali, kajti odgovor na vprašanje ni pametovanje, ne, je sočutje. Ampak je tudi potem pametovanje, ker smo razumna bitja, zato sta mi potem zastavila tudi zelo jasno in nedvoumno vprašanje. In sicer sta rekla, glej, Karel, midva vsak večer izročiva otroke v Božje varstvo. Kje je bil? En kamen tam. Zakaj ni 5 centimetrov padla malo drugače, ne? Bi bila živa. Ampak potem je pa prišel
pater, ki mi je zastavil še hujše vprašanje, to se navezujem na prejšnjo, rekel je, kaj sem naredil narobe, da sem doživel takšno kazen. Ne? Takrat me je pa toliko prizadel, ker sem tisti hip v sebi do konca uvidel, v kaj smo zamaskirali Boga. Tistega Boga, ki ga sicer oznanjamo v njegovi zgodbi, kako se skloni in se stopi iz piedestala presežnega v drek časa in prostora. In se pusti, veste, razglasiti za heretika. Ne zgasne takrat, ko točno ve, da ga bojo prijeli pa pokončali. In potem tisto, kar me vedno znova presune, 3 ure se duši tam na križu, ne? Ker on ni izkrvavel, ampak se dejansko dušil. To je bila najbolj, bi rekel, sramotna, najbolj grozljiva smrt, ne? Ker ti si visel na žebljih in si se moral dvigovati, da si zajel zrak. Ne? 3 ure mu je uspelo, pa ni več zmogel, ne? Pa preko konca. Ne? To sočutnost Božjo smo mi zamaskirali v grozljivost, ne? V nekaj, kar se ljudje bojijo, ker strahom pomislijo, ker smo grešni. Ne? In smo mi teologi rekli, ja, zato, ker si ti grešen, ne? Zato, da doživlja sedaj naša uradna terminologija je častne kazni. Ne? Ampak ljudje Božji, taki nas kaznuje, nas je take naredil. Ne? Torej, jaz večkrat se pošalim pa rečem, steklar, ki je fovš naredil kozarec, ne? Ga sedaj obtoži, da je napačen in ga zabriše ob tla. Malo slaboumno, ne? Ampak mi mnoge slaboumnosti, ki jih je povzročila želja, da bi imeli Boga, ki bi branil svetno pozicijo, svetno moč cerkve, dejansko čist mirno sprejemamo in še vedno oznanjamo. V Sloveniji, ki ti recimo papež, ki vsekako ga ne prišteva med, bi rekel, neke napredne teologe, Benedikt XVI, pravi, da si pa Boga tako ne moremo razlagati. Pri nas, v našem dogmatičnem priročniku pa piše, da si ga drugače pa ne moremo. Ne? Papež pravi, da se ne gre tako, da ne, mi pa bi, ne, še naprej. Strašljivi foter, ki te bo, se spomnim, en mali otrok se je pelil z biciklom, pa je zletel s kolesom, je prišel k meni pa rekel, ti, se ne sme klet, ne? Sem rekel, ja, ni najlepše, ne? Rekel, sem zaklel malo prej, pa mi je Bog tak z bicikla zabrisal. To je ta naša podoba, ki jo ustavljamo, ne? Torej, to sočutno bližino, ne? Nekoga, ki se skloni k mojemu dreku, če mu štalski ni smrdel, mu verjetno tudi moj, ne? Nekoga, ki se skloni v srčiko človekove izgubljenosti, nemoči, grešnosti, zapackanosti, ker hoče biti kakor najbolj intimna bližina, približa se kot otrok, ne? Kot naj, bi rekel, tista sočutnost, ki te roti, odpri se, da te rešim. Kot bližina, kot sočutnost. Tisti, ki se stopi v skrajnost bolečine človeka, je razglašen za grozoviteža, ki te bo, če ne drugače, če ne prej, slej ko prej pahnu v brezno večne pogube. To so neke strašljive trditve, ki jim je čas dozorel, da se jim naredi piko. Ne? Pa ne zato, ker bi zdaj jaz nekaj pogrunto. Ne? Saj veste, če je Benedikt XVI to rekel, pa veste, da ni to neka inovativnost. Je pa inovativnost v odgovoru. Ta knjiga prinaša en zelo inovativen odgovor, ki ga do zdaj nisem še nikjer zasledil, na vprašanje, kako je mogoče, da je, če je Bog dober in vsem mogočen, trpljenje na svetu. Jaz vam vsega ne bom povedal, ker morate knjigo vzeti. Ker jaz nisem matro za to, da bi zdaj jaz knjigo tam bila nekje, ne. Sem se matro zato, ker hočem, da skozi misli, ki jih je cela vrsta in res verjamem, da zelo nagovarjajo, da se zelo stope k človeku, da ne govorijo tudi tebe. Zato ne. In sem tudi založbi Sanje hvaležen, da je sprejela to. Ne.
Hvala. Ja, no, tako, daj vprašaj kaj. Matro si se zelo, ko si pisal to knjigo, tudi se vidi v knjigi sami, se pardoniram zelo, tudi v knjigi sami se vidi ogromno navedb, citatov, eno strašno raziskovanje in znanje stoji za to knjigo, tako da se bo vsak, ki se bo poskusil zoprstaviti tem idejam, ki jih ti tukaj noter razvijaš, se bo mogel tudi zelo matrati. Mislim, da ne bom zmogel, zato ker veste, jaz se ne grem igrice, ki se mi zdi najbolj blesava, naši in ne naši, in navajam tako, narekovajih naše, kot ne naše, ker v vprašanju trpljenja se pa res ne moramo iti naših in ne naših, ne? To smo vsi naši, če nas dejansko trpljenje, če ga malo širše stiska našega časa ne bo povezala in se bomo še zdaj šli naše in ne naše, moj Bog, pardon izrazu, jaz verjamem, da nismo tako blesavi, ne. Konc je te bedastih iger med dvema ognjema v tolikšni stiski časa in tolikšni manipulaciji. Pa ne gre, veste, samo, recimo se tukaj, jaz govorim, ker sem duhovnik, govorim kot tisti, kot krivi, kot tisti, ki je sokriv, ki je, tudi jaz sem, veste, otroke učil o podobi Boga, ki je, mislim, Bog se mi usmili, ne, ampak zdaj ne želim več tako. Čas je dozorel, ampak ne samo v cerkvi, v celotni družbi je čas dozorel. Vi, ki ste učitelji, tam je to čas dozorel, pa zdravstveni delavci, sistem zdravstva, sistem izobraževanja, sistem znanosti. Tam je tako bedasto, razumete, znanstvenike so naredili kot ene butle, ki kakor zbirajo neke točke, kot v Mercatorju, Mercator pike, tam moraš ti zbirati neke pike, da dobiš neka sredstva, kot blesal gledaš, če te je slučajno kjer citiral, da spet dobiš neke pike. Razumete, ponižujejo ljudi v ene navadne smrkovce. In mi se gremo to igro, da ti pol vržejo neki keša, da lahko ti sploh delaš svoj šiht, da lahko se ukvarja znanosti, ker pač imaš tudi recimo družino, pa tudi če nimaš družine, si vendarle moraš kupiti kruh ali pa še kaj, ne, da lahko preživiš, ne, na take finte, ne, ta globalni kapital, gospodje globalnega kapitala, ki so miselno zelo pronicljivi, ampak ne vejo, da so šantavi, zato ker jim je misel pohabila v pohlep, ne. Zato se bojo sesuli, ne. To sem strno prepričan, ampak ne tam, ker oni postavljajo obrambne zidove. To bo večje presenečenje, kot je bil za Nemce invazija na Normandijo, ne. Sploh ne vejo, ne. Ampak, veste, je pa čas, da neke stvari ozavestimo, ne. Ta knjiga ozavešča na mojem področju. In kliče, da se ozavesti na preostalih področjih. Da se ne bomo, Bog ne daj, šli revolucije, ampak evolucijo. Če pa ne bo knjig, meni so podarili še 2 knjige danes, založbe Sanjeva, cel kup, pravzaprav njen program ozaveščanja evolucije, ne. Ker mi moramo pridobiti alternativne miselne vzorce in vi prav vznemirjeno iščete avtorje, ki ponudijo misel, ki obeta prerastek iz globoke stiske časa in prostora. In če mi ne bomo imeli v glavi alternativnih vzorcev, se bomo šli samo revolucijo. Danes mi je nekdo pripovedoval, da to zatiše, ker ljudje nastopajo k protestom, ni dobro za oblastnike in ni dobro za čas, kajti obupali so in sedaj tiho vre in se lahko prebudi v enem neznatnem hipu, ko je najmanj predvodil v eksplozijo. To pa je revolucija. In če ne bo v glavi alternativnih vzorcev, bo sledila nujno slaboumna ponovitev sedanjega predhodnega časa. In tiste gospodje kapitala bojo sam mirno, veste, iz oddaljave opazovali, kako se mi gremo, ker nas je tako preveč, fajn, da se malo razrečimo. In mi se bomo klatili med sabo, oziroma tiste bogene, bogljene marionete, ki se reče politiki, ki isto dobijo neki, tako kot znanstveniki za tiste pike, tudi oni za tisto dobijo neki drobiža, zato da nas zaposlujejo z tistim
kar lahko delijo, ne, se ne morejo več veliko deliti, ne, kajti pohlep je silna zverina, ki na koncu pogoltne pohlepne že, ne. Razumete, ne? Treba je imeti, treba je brati, treba je, kot je rekel Taras Kermaunar, treba je iskati najbolj, rekel, neverjetne misli, ki ti bojo mogoče prebudili v tvojem razmišljanju, ponudili alternativno, torej prerastek, ne. Da bomo imeli sheme, na katere bomo lahko postavili alternativo. Da ne bomo rekli samo, dajmo, uprimo se, ampak da bomo imeli v sebi tisti kapital, miselni kapital, spoznavni kapital, iz katerega bo lahko se dogodil korak naprej, torej evolucija. Kajti naš čas je zrel za evolucijo. Preveč smo že imeli revolucij, ki niso dejansko, se gre sam nazaj, ne? Če pogledate, ne? Druga svetovna vojna, tudi revolucija not, ampak mi smo potem dobili socialno varnost, ne? Vsi so lahko študirali, ne? Se je res, neki intelektualci, pač, ampak namesto, da bi predhodno stanje, to pomeni, ko smo se osamosvojili, predelali in ohranili dobro, ne, mi smo se šli novo revolucijo, ne, tam. In smo rekli, vse predhodno je butasto in je za nič, in smo odprli vsa vrata globalnemu kapitalu, butli zmešani, totalni trotli. To je res, ampak a ti si res prepričan v to, da je čas že zrel za nekaj spremembe? Ja, jaz ne vem, nimam tega vtisa. Mogoče, da so posamezniki, ne vem, neke skupine, recimo, da tega splošnega vtisa nimam, da bi se narod za kakšne globe spremembe zanimal, razen bolj za varnost, to socialno pa to. Ja. Da bi se pa tako moralno pa osebnostno pravzaprav hotel kdo spreminjati, pa nisem zato. Eden izmed mislecev, ne vem, je bil Husserl, jaz vedno mešam Husserla pa Heideggerja, ne, je rekel, tesnoba nas bo primorala koraku naprej. Se je zdaj še več ta manipulacija pozornosti prime, ne? Ti priješ domov, imaš poln kufer vsega, si vklopiš neko nadaljevanko, gledaš ampak noter se pa dogaja, se pa kupiči neko tesnobno občutje. Ti ga lahko sicer delno omamiš, recimo, na tak ali drugačen način, ne? Se ti ponuja, ne? Se nam vse ponuja, da bi nas ohranjali skolirane, ne? Ampak ta tesnoba kljub temu raste in se bo prebudila. Ker večina zdaj dejansko živi za to, da ne umre, ne? Životarje. Ja, kaj mislite? Delamo za to, da ne umremo, recimo, v glavi. Da sem me prepričala, ja. Sam jaz si tak želim, da bi prišli. Si jaz tudi, nisem pa prepričana, da si rekel zdaj, ne? Jaz verjamem v to, da se mora neka sprememba zgoditi, ne? A bo sam počel? Ja, ponavadi se vedno najprej nekaj zgodi, ne? Ker v bistvu, glejte, če ljudje nimajo več dostojanstva, možnosti eksistenčnega preživetja, če imaš ti doma, recimo, nekaj otrok, ki so vedno znova prihajajo iz šole zafrustrirani, ker imajo drugi več in te to v neskončno boli. Ko si se že poskušal zapiti, pa se nisi mogel do konca, ker te je vendarle od tega samomora, v narekovajih, odvrnil pogled na tvojega otroka. Ko hočeš bežati v neke elektronske zanimivosti, ampak ko zvečer ugasneš, se ti, če ne drugače, sanja. Jaz mislim, da je danes toliko teh, tudi v tem mestu, v katerem se nahajamo, da dvomim, da se nekaj ne bo zgodilo. Razen, če nam bojo gradili čipe, ki nam bojo skozi za nekimi impulzi dejansko ubijali voljo do upora. Tega še pa niso naredili. Jaz verjamem, da se ne da, da je trenutno stanje takšno, da se ne da še s tolikšnimi zadevami ustaviti prebojenja. V Božje ušesa, ker že imaš veze. Amen. Naj bo to molitev in prošnja, ampak za evolucijo. Nikakor ne za revolucijo.
A te lahko nekaj vprašam? Ja, veš, da. Ne, lahko se zdaj samo o tvojem naslovu tlele pogovarjamo. Tlele imaš Bog, besedo Bog, imaš trpljenje, trpeči, ne. Če se spomnim, a so bili, a ti si 100% da Bog je, mislim, imaš nobenega dvoma v to. Jaz sem 100% da Bog je, nimam pa vere. To pravi moj kovač, oziroma ne moj kovač, kovač mojih konjičkov. Jaz mu rečem pediker, jaz sem kaplan v Lučah pa Sočavi, živim pa po Možganski sam v eni gorski dolini. Možganski kapi. Še z 2 konjčama, jih nimam ne za ježo, ne za delo, ampak samo, da smo 3 puščavniki, ker jih imam za prijatelje. No in ta moj, torej, pediker od mojih konjičev, pravi, da sem jaz človek, ki nima vere. To pomeni, sem človek, ki hočem vse sam obvladati. Jaz teoretično, torej jaz moram se prebiti skozi neke meje, tudi, da lahko mirno rečem, kako ne jaz nekaj oznanjem, če tega ne zaznavam, ne. Ampak on pa pravi, da nimam vere. To se je zgodilo, se ti veš, ko je pa to zbolel. Torej jaz ga nisem mogel spustiti. Ne? In konj je imel eleminitis od preveč razvajanja. In konj je trpel zato, ker ga jaz nisem spustil. Jaz sem ga ohranjal v bolezni, zato ker sem, to kvantna fizika dokazuje, kar naprej v njem prebujal stanje bolezni. In on mi je v nekem trenutku ta kovač dost in me je nadrl kot cucka, kot človeka, totalno brez vere, ker ne upa izročiti. Ne? Za povrh me pa tudi pa tost ugriznil rit. Enkrat, ko sem zopet tam okrog njega šaril in meril puls, me je imel poln kufr in me je rit ugriznil. Še bolj bi me mogel. Tudi če bi mi eno polovico otrgal. Se mi ni tako vest. V bistvu me je to, da mi je rekel, pusti me, ne, kaj me gnjaviš, kaj me moriš. Sem imel malo Münchhausenov sindrom. Kaj pa to? Tiste matere, ki imajo skozi otroke bolane. Ta Münchhausenov sindrom. Molim, da bi se rešil. No, prej si omenil, recimo, ne, to brezsrčnost, to strahotno okrutnost v podobi pač katoliškega boga, ki je žrtvoval svojega lastnega sina na tako strašen način, ne. Jezus je agnje Božje, ne. Ampak eni teologi pa zagovarjajo to, da Jezus kaznuje in muči nedolžne zato, da bi se ljudem odprli oči. Ker recimo, ker kao bolj te kaznuje, če tizga, ne vem, ki ga imaš rad, ne vem, da je zboli, kakor da ti sam, ali ne vem, kaj pač te neke teorije so, ne. Da če bojo krivi kaznovani, se nam ne bojo odprli oči, če bojo nedolžni kaznovani, se nam pa bojo, no, tako nekako odgovarjajo, ne. Meni se zdi to zelo izrojeno. Ja. Dajmo, ne. Jaz bom povedal, kako se jaz predstavljam, ne. Jaz iščem odgovor s pomočjo mitov. Jaz zelo verjamem, da so miti dejansko zakladnica najglobljih spoznanj, da so dejansko konzerve, ki so na zunaj zelo, rekel, bedaste, primitivne, naivne, take morajo biti, da butle ustavijo, kajti vsebina, ki jo ponujajo, je blazno dragocena in je vredna samo izbranih, skromnih. Tisti, ki se mitu približajo in se pustijo nahraniti in nagovoriti. Navzven še vedno ostane samo zgodba, navznoter pa prebujajo podobe, dogajanja, določena spoznanja. In jaz tukaj grem v mit o našem rajskem stanju. Veste, tisti mit, ki se ga rateš kar rdeč, kot če te kdo vpraša, a ti verjameš v Adama pa Evo, ne? Jaz verjamem v Adama, ker Adam pomeni človek, ne? In tam pravi ta mit, to je seveda iskanje in je tavanje in je tipanje, ampak ponuja neka miselna izhodišča, ne? Ta mit pravi, ja,
bili smo v Rajskem, ne? In tam je bilo ponujenih, raste mnogo dreves, ne? Ponujenih mnogo izkustev v znamenju dobrega. V sredini pa je bilo drevo, ki ponuja spoznanje dobrega in hudega. Zanimivo, ne? Tudi v središču naše galaksije se prostor ukrivi, singularnost prostora in pade za horizont vidnega. Tudi v središču Rajskega, to je podoba seveda, je bilo območje ukrivljeno in to drevo, spoznanje dobrega in hudega, je obetalo, da boš padel za horizont Rajskega v območje časa in prostora, ki ponujeno izkustvo obljublja. Torej tudi izkustveno spoznanje hudega. Ampak človek preprosto ni vedel, kaj je hudo, če ti je samo dobro, ne? Kak naj vem, kaj je vroče, če skozi pijem ravno prav prijetno, recimo, za pitje vodo. In smo si izbrali, ker nam je bilo odsvetovano. Jaz si zelo pomagam, mi te imam strašno rad. In smo vstopili v čas in prostor, ker doživljamo izbrano, ki je blazno lepo na eno stran, na drugo stran pa blazno svinjsko. Se upravičujem svinjem, ne? To je samo podoba. Ampak kaj sedaj, ne? Če smo že stopili na to potovanje, jaz mislim, da ko greš ti na neko potovanje, pa ga saj sprejmi, ne? Zdaj lahko celo življenje obupujem, da mi je hudo. Gotovo, potovanje bo zahtevalo, da greš na letališče, da vlečeš tiste kufre, da marsikaj neprijetnega tudi, ne? Ampak ponuja pa tudi ogromno dobrega, ne? In zdaj je fino prva stvar, da smo pozorni na to, kar je vredno. In druga stvar, ki se mi zdi zelo pomenljiva, da si najdemo sopotnike, ki znajo videti to, kar je vredno in nas na to upozoriti in ki nas znajo zaznati, seveda tudi mi njih, v celoviti resničnosti, tudi v tistem, ko nas nekaj stiska, črviči in so nam dragoceni popotniki v sočutju. Nekaj trpljenja lahko dozameš, nekaj je treba sprejeti, kar ne moreš spremeniti, moraš preprosto sprejeti, ker drugače še bolj žuli, ne. To se mi zdi zelo pomembno, videti ob vsem, iskati to, kar te hrani z dobrim, pa naj bo to Bog, naj bo to človek, naj bo to narava, naj bo to karkoli. Obenem pa, da znaš, pa naj bo to Bog, naj bo to človek, naj bo to narava, zaznati bližino sočutja. Jaz vam moram povedati, sem zelo vesel za prijatelje, hvala Dese, ampak stalno mi pa stojijo ob strani moje živalski prijatelji. In tudi, ko je bilo najhuje, to v knjigi tudi opisujem, ko je nastajala komuna na Razborju, ko je bilo res svinjsko težko. Popolna zapuščenost, blatenje, podtikanje, marsikaj ne. Ko sem se v neki noči vračal domov, so stale, veste, na cesti 3 srne. In sem zasenčil luči in sem mislil, pač naj se umaknejo, ne? Pa se niso htele in so me čakale, ne? In sem odprl okno in smo se gledali tako blizu, dokler se nisem ob njihovem sočutju toliko ukrepil, da sem lahko nadaljeval svojo zgodbo življenja. Mogoče bil tisti noči jaz cagal. Pa bi ki rekel, ja, kaj pa Bog? Veste, Bog potrebuje sakrament in drugemu smo sakrament sočutne ljubezni. In če Bog se ne more znajti po človeku, vedno se lahko znajde po živalcah. Videti jih je treba, ne? Se tako spomnim, ko sem enkrat opazoval, sem rekel, ena veša je tu, ne? Otroci so mi pa rekli, poglej metuljčka. Videti metuljčka. Se spomnim, ko sem stal v vojski, na tisti pisti, sam beton je bil, ampak nekje je bila razpoka v betonu in je ven rastel regrat. Si gledal tisti regrat, veste, kako moč ima regrat, ne samo cvet, tudi če je brez cveta. Mi bi radi toliko vsega, ne? V enem regradu je bližina,
ki te ukrepi. V enem metuljčku, v eni mravljici. Jaz imam pajka Fredija. Da se zgražajo, ker jaz povem, da imam pajka Fredija, ker boj, da ni to, da pajke moraš umest. Pa vendar, ne, jaz imam Fredija, prav uživa tam. Zdaj je izginil, zopet. Si vsako leto prije, vsako leto je Freddy eden, ne. Vseh imam več, no, tu mislim, imam samo enega pajka. Imam tudi kačo Beti, ne, gošnica. 3 podgane. 3 podgane, vidiš, no. Zakaj? Zato, ker smo v sočutju, imam tudi konče, ne. Jaz imam tudi ščurke. Ja. To je res imaš? Ne. Jaz si si... Jaz pa imam Beti. In veste, gošnice, to so zelo zvedave kače. Tak, najprej se te prestraši, ne? In odide, pa s časom ugotovi, da nisi nevaren, pa te samo pogleda, pa ugotovi, pa je lepo čez vredo, ne? Maj značaj. Tudi ribice maj značaj. Včeraj sem bil na teološki fakulteti, Nikodemov večer, in tam spredi bila ena ribica. V akvariju, sam ena riba. In jaz sem toliko trpel, ker sem skozi videl, kak je htela ven, ker išče drugo ribico. Jaz sem tako trpel. Zato imam jaz 2 konča, ne? Jaz sem tudi vse živeli po 2 najmanj iz njega razloga. Razen ščurkov, teh je več. Šalim se. Ne, imam 6 mačk, 2 psa, 3 podgane, Ja. no, 3 hčere. Ja, čudovito. Tudi možev sem imela veliko, tako da... Ampak veš, kaj te hočem vprašati, ne? Ti praviš, veš, da Bog je. No, to te bom kasneje vprašala, ampak da bi bili lahko mi boljši, govoriš. Čakaj, sam moment. Ja, Govoriš, da bi bili mi lahko bolj sočutni, bolj pozorni, bolj bi lahko čutila, ne, svojo okolico, lahko bi se bolj pozitivno odločili. A ti misliš, da mi ne bi bili radi taki, če bi lahko bili? Mi se bojimo biti taki, ker smo bili mogoče zavrnjeni, ko smo iskali sočutje, ne? In sedaj se bojimo biti zavrnjeni, ne sočutja, ne? Bojimo se najbolj bridkega izkustva, ko nismo bili zaznani, ko smo bili samo slišani, ko smo bili samo videni, nismo bili pa začuteni, ne? Mi blazno hrepenimo po dotiku sočutja, ne? In to nas edino notranje odreši, ne? Ko se upaš prepustiti v zaznavo, ne? Kje boš dobil dotik sočutja, če mi nismo sočutni na splošno, to, kak bi recimo ti misliš lahko bili? Kje bomo dobili ta sočutje eno drugega, če ga nimamo? Jaz ga vedno dobim pri Batostu, pa pri Kapri. Ja, dobro. To je že. Vedno ga zaznam pri Bogu, ne? Pazi, jaz vem, da Bog je tako, kot tisti, ki se smatrajo za neverujoče, vejo, da ga ni. Jaz verujem, da Bog je, kot tisti verujo, da ga ni, ne? Zato smo si lahko bližni, ne? Ker vsi vemo in verujemo. In jaz rabim za prijatelje tiste, ki vedo, da Boga ni. Ker ob takih mi je fajn debatirati o Bogu. Ker z verujočim je dolg cajt. Ker njim je vse jasno. Ja, ampak ni tako, da ima vsak neko svojo idejo o Bogu, ne? Se dvom, da si ga dva človeka enak predstavlja. Se to me najbolj navdušuje. Kako si ga ti predstavljaš? Sploh si ga ne. Zaznavam. A imaš kakšno komunikacijo, misliš? Ne, jaz recimo vstajam zelo zgodaj, ne? Meni so večerne ure take bolj težke, pa ko vstajam, da noste mislim, da je to heroizem, ampak ko vstajam ob 4 in da pogrem kapel. Se hodiš pa ob 7 spat. Točno, ja. Danes bedim, to je zame, ko bi na novo leto. Ker za novo leto grem že tudi spat ob 9. Kaj sem govoril? Zjutraj, ko vstaneš? Aha, zjutraj vstanem, ob 4. Grem jaz lepo najprej v kapelo in se prepustim v zaznavo. Da ste mislili, da jaz ne vem, kakšne molitve molim. Ampak, ko se prebudim v zaznavo, to deluje, meni deluje. Zdaj jaz vam lahko rečem, da meni deluje. Potem grem pa v štalo. Ne? Ampak tudi tam se prepustim v zaznavo. Konči so božanski. Tam je največ Boga, ne? Res je, zato se je rodil odrekel. V štali. Ja, uživa tam. Jaz dobim najboljše ideje v štali. Kadar ne vem, recimo,
kako speljati določeno misel, ne, treba napisati neko zgodbo, potem preprosto grem v štalo in tam vedno pride zgodba. Kako, ne vem, deluje. No, moram povedati, da Karli svojih konjev ne jaha, to, ki so čutni do njih. Ja. Da jih sam crkla. Ja. Ampak zdaj po pameti, ne? Ker preveč dobrega ni dobro. Sem ugotovil, to je. Mogoče vam bo zdaj čudno, ampak recimo zadnjo leto je bilo eno najtežjih obdobij v mojem življenju. Zaradi konča, ne? Ko sem ga gledal, kako tam leži in ne želi več živeti, ker ga je tako bolel, ne? Sem marsikaj spoznal. Ja. Lepo. No, ampak reci... Vidite, kak je sočutna? Lepo. Tudi če sem nam priznala. Tako. Veš kaj, zanima me, no, vseeno, pač pišeš o Bogu, ne? No, o Bogu, recimo, kot o očetu, o Bogu pravičnem, nepravičnem, ne? Ker to smo že načeli, da Bog očitno ni do vseh enak, ne? Dober do enih ni dober, ne? No, to jaz mislim, da, veš, kak jaz mislim? Jaz mislim, da... To si napisal. Res? Sem ga zasral, da ne treba prečrtati nekaj. Tjaša, lahko? Ne, skozi to pač peleš naprej misel, ne? Veš kaj? Jaz mislim, da on predvsem hoče biti prijatelj, sopotnik, ne? Bližina, sočutje, ne? Mene recimo vedno pri Maši me pretrese, da nič ne reče, ampak je samo na dotik, na zaznavo, ne? To je meni pretresljivo. Nič, recimo, jaz sem za tebe... Sem vedela, da Maši hod. A ja, se tudi ne hod. Se mislim, da na hod. Samo posod hod. Naše ljudske pripovedi pripovedujejo, kako on hodi dejansko v podobi, meni to je tako pretresljivo, v podobi ubogih, revnih, ne, in trka na vrata. Tam ga najbolj najdeš, ne. Torej, če jaz... To je zanimivo, ne, ker nas vedno pokliče ljubezen po določeni stiski. Greš, recimo, po Ljubljani srečaš 10 brezdomcev, ampak po enem te pokliče. Jaz verjamem, da te Bog pokliče. Pa nimam podobe v njem, ne. Jezus se si predstavlja, ampak verjamem, da te pokliče in da takrat moraš pomagati. Ker če takrat ne pomagaš, si samega sebe zapacal. In takrat, ko te pokliče in se ti skloniš, odpre srce in lahko gospa sreča stopi k tebi, bi rekel Fran Milčinski Ježek. Če tega ne narediš, boš vedno bolj zamorjen tip. Tako so najbolj tisti nesrečni gospodje v ozadju, gospodje pohlepa globalnega, ne. To so Jezus. No, vse pri starih, oziroma pri Tibetancih so trgovci pa politiki najmanj cenjen poklic, ne. Mislim, da se to reče zelo podobno, no. Meni se politiki smilijo, se mi smilijemo tudi župniki, pa se mi smilijo recimo doktori, ker so dežurni krivci, recimo za vse, ne. Jaz si mislim, če bi bil jaz doktor, ne, veste, jaz sem zelo raztresen človek, ne, pa bi naredil napako in gotovo ne bi naredil ene napake, pa mi napaka ne bi bila dopuščena, ne. Se je fajn, da se opravičiš, ne. Ampak jaz tega, veste, kolikrat sem se mogel že v življenju opravičiti, pa nisem hotel imeti napačnega pristopa, ampak sem ga imel in sem se mogel opravičiti, ne, v medosebnem odnosu, ne. A duhovnik lahko naredi v svojem poklicu neko tako usodno napako, da naredi lahko neko škodo nekomu ali pa karkoli? Jaz sem 2 take velike napake naredil, nočem se zgovarjati na druge, ne. Enkrat sem se peljal z avtom in je bila tam nesreča in ker jaz nisem bil predstojnik, z mano je sedel predstojnik, nesreča se je glih zgodila, pa je rekel, pelj naprej. Takrat bi jaz mogel imeti svojo samozavest in se ustaviti in se peljal naprej. Ampak to ni greh njega, ampak moj greh. In isto enkrat mi je bilo rečeno, tega ne pusti Birmi. In ker je to rekel šef, jaz nisem pustil Birmi, ampak je to moj greh. In je to
recimo to. Da ne rečem, koliko kozlarist naredil. Ampak to pa smatram kot zelo, zelo hud. Ne? In me spremlja prizor. Ne? In mi tudi Bog pokazal, da je hud. Recimo, jaz rečem Bog, ne? Se bi lahko prevedel to drugače. Ne? Ampak recimo, tisti pubec, ko ga nisem pustil, sem se enkrat peljal na Ptuju, je bilo to z biciklom in on pred semaforjem se ustavim, on pride k meni in me je rekel, živa, ne? Tako prijazno. Ni me pozdravil kot nekoga, ki mu je naredil sranje, ne? Ampak on je bil odrešen, jaz pa ne. On je imel več Božjega duha, čeprav jaz nisem pustil Birmi kot pa jaz. Jaz sem ga zatajil. On pa je bil poln tega. Tako svetlo je žarel, tako pozitiven, tako fajn, da sem vedel, da se je takrat, tudi če jaz nisem pustil k zakramentu, Sveti duh znajde mi mene. Saj se znajde do vsakega. No, se mogoče pa bilo za njega dobro, da ni šel v Ukrajino. A ti ko prvoščiš je? Ne, mislim, se razumem, popolnoma. A veš? Se popolnoma strenjam. Ni rečen, da smo s tem kaj slabega naredili. Ja, ti bi želela, da bi vsem tak. Hecam se. Ne, ampak recimo... Ampak meni je to fajn. Ko sem pisal to knjigo, so odgovorila z desa in ona me je nadrla, kako smo mi dejansko si prilastili Boga, ne? Kot da je sam znotraj cerkve, ki pa. Kako boš ti ujel eno škatlo? Jaz mislim, da ga tam sploh ni. V redu. No, v glavnem, ampak prvoten naslov, najprej so bile muke po Anzelmu, a ni bilo, kaj počne Bog v nebesih med tem, ko toliko nedolžnih trpi na zemlji. Mislim, da si uporabil besedo nedolžnik, zdaj ni več. Kdo je nedolžen? Dobro, živali. Ta razkrmavner je rekel, da je človek napram Bogu bistveno nedolžen, ker je nemočen. Ne? Mi smo padli v situacijo spoznanja dobrega in hudega in je dobro in hudo v meni. In recimo, če nisem bil dovolj odrešen v sočutni ljubezni in sem bil morda celo ranjen, sedaj sporočam svojo neodrešenost in ranjenost na ta način, da ranim. Ne? In v bistvu tisti, ki zelo ranijo, so bili zagotovo zelo ranjeni in so nemočni, v bistvu v tej nemoči sicer povzročajo zelo, je nedopustno, so dejansko sirotke. Ne? En največjih mislecov, jaz bi vam zelo priporočil, da ga berete, čeprav se je prebivati skozi njegovo čtivo zelo, bi rekel, zahtevno, je pa tudi zelo zanimivo, je ta razkrmavner. Jaz ga smatram za največjega misleca, celo največjega teologa preteklega, ne bom rekel tisočletja, ampak obdobja. No, bil je tudi tvoj duhovni oče? Ja, tako je. Veliko ste se dopisvala? Ja, vedno me je nadrl. Bil je kolerik. Ko sem dobil pošto, pa sem videl, gor je imel vedno nek napisan do pošiljane. Sem njegovo pošto vedno prebral na koncu, pa še to z rahlim zamikom. Ampak on je hotel, da imel veliko dela z mano, ker me je hotel zgibati. Ne? Jaz sem bil zaseden, ne? On me pa hotel prebuditi, ne? In se je zelo matro. Je pa ki videl, da si ta potencial, ne? Da nisi tak zaplankan katolik, ne? Upam. Ja, no, kaj si napisal. To seveda sem, no, bolje od slovenskih mislecev in avtorjev, kar je doktor, sicer doktor literarnih znanosti, ne? In mislim, da si delal doktorat iz Majcna, ali sem Majcna, z Majcna, Stanka Majcna, ki pa je Slovencem relativno neznan avtor. Ja. Čeprav je zelo močen avtor, se vidi tudi po odlomkih, ki jih navajaš v knjigi njegovih. Zakaj mi ne poznamo Majcna? On sam je rekel, da njegov čas pride čez 100 let. Takrat se nam je rekel, se bo prismejal iz pozabe. In jaz to zelo verjamem. Zato, ker je izjemen analitik na večjih področjih. Predvsem bi vam priporočil, berite, njegova dela so išla v zbranih
torej so v knjigi zbrana dela. Izjemen analitik v odnosu moški-ženska, jaz tako pronicljive analize vloge moškega in ženskega v njunem medsebojnem dopolnjevanju nisem našel nikjer drugje. Ne pri raznih psihologih, ne pri drugih literatih kot pri Stanku Majcnu. Njegove drame, recimo Dediči nebeškega kraljestva, Zdravnik in pa ta polkovnica, potem recimo Kasija, Kamila, Prekop, to so tako bi rekel, žlahtno prikazano to dopolnjevanje in kaj se zgodi, če neka funkcija v tem medsebojnem iskanju, dogajanju zataji, fantastična. On je tudi izjemen analitik v svojih dramah, ko analizira vlogo posameznika in družbe. Pravijo, da je najboljše, kar je nastalo na dramskem področju, na slovenskem, prav njegova drama Revolucija, ki ni bila v slovenskem prostoru do sedaj še uprezarjena. Sam, pazite, jaz tudi ne bi zdaj priporočal, ker je dokaj zatežena, v težkih časih je pa čas za komedije. Hodite na predstave Tese Muk. Čeprav nimam več. Nimaš? Kaj? A ja, čudim še portrete. Veste zakaj? Če te lahko malo tak pohvalim. Ker je bom kljub temu, lahko si zamašiš ušesa, ker je Desa predelala realnost. Zato se jih tako žlahtno smejimo, ker nam ponudi dejansko, ker najboljše komedije so samo tiste, ki so predelane drame. Ko da nekdo skozi sebe življenje v resničnosti in se na koncu ponudi, in to na koncu ponudi na način, da se lahko nasmejimo. Tudi ko se smejimo, gre v naše nezavedno temeljno sporočilo in lažje živimo svoje drame in si jih upamo predelati do tiste mere, da postane na naših ustih nasmeh. To je čarobnost komedij in v težkih časih je treba gledati komedije. Res. Bog jo gleda skozi. Ja. No, ampak hotela sem praviš, da tale Stanko Majcen, da je velik poznavalec in teoretik odnosov med moškim in žensko, ne? Kaj pa ti tako kaj teoretično misliš o ženskah? Praktično vem, da ne. Kaj mislim teoretično? Veste kaj, jaz zelo, zakaj to mislim? Ko sem napisal to zgodbo Friderik in Veronika, so brati duhovniki zgroženo spraševali, kako jaz vse to vem. Glede ljubezni med moškim in žensko. Se ti tudi zelo svetuješ parom, ne? Ja. Ne, sam mislim, da če si upaš priznati oziroma sprejeti samega sebe v svoji celostni, duhovni, čustveni in telesni resničnosti, ti je vse jasno. Kvantna fizika pa tako dokazuje, da je vse med sabo povezano in je povezano, če se upaš sprostiti v pristnost. Ne? Torej, če si upaš priznati svojo resničnost, pol lahko potuješ marsikje, ne? Tudi če dejansko ne vstopiš fizično v tisto območje. Ne? Kaj mislim o ženski? Zame je do zdaj najboljša definicija moškega in ženske spoznanje, ki ga pripisujemo Keltom. Oni so rekli, da je dal Bog moškemu moč in meč, ženski pa srce pa intuicijo. Pa gremo skrb naprej, ne? Tako, ja. Ja, zato, da bi šli skup naprej. Ampak to se pravi, celibat ti pa tako ni všeč, da več. Torej, nekaj imaš proti tudi v knjigi. Ja, tudi jaz. In to si imel že proti, čeprav vem, da ti si iskren celibater, ne, nisi hinavski v tem smislu, da tako kaj eni župniki pa veš kaj, njihove gospodine. Ja. Uspel sem poosebiti po svinskem matranju, sem uspel poosebiti to, kar ni enostavno. Ne? Kajti
Bog ne povezuje celibata z duhovnim poklicom. In to je lahko silno trpljenje za nekoga, ki čuti ta notranji impuls stopiti v to duhovno poslanstvo, ne zmore pa posebiti celibata, še posebej, ker ne vem, kak je zdaj v bogoslovju, ampak do nedavnega, kot sem slišal, tega niso, je bilo to neka tabu tema, tega se niso dotikali, oziroma so ga kar povezovali samo po sebi, samoumevno z duhovnim poklicem, pa ni. Veste, pa ne gre samo za telesno spolnost, ne? Veste, gre za spolnost srca in za spolnost duha. Spolnost je v celoviti predanosti, torej duhovno, srčni in telesni, je najgloblji mistični dej, najgloblji obredni dej, ki je možen v času in prostoru, ker nakazuje presežnost. Ne? Zdaj, če ti to ne pomagajo poosebiti, je lahko to svinsko težko in se mnogi rešujejo, kakor se vejo in znajo. Samo... Kako si se pa ti? Mater sem se ko svinja. Ja, kot človek. No. Ja. Sam to bi rekel, ne, hudo je, če to človeka izkrivi. Ne. Jaz sem to Bogu hvaležen, da to ne izkrivi. Ker te pa lahko izkrivi, ne. To pomeni, da ratajo tudi patologije, ker to je tako siln notranji impuls, da če ga ti ne znaš predelati, ne, ne bom rekel nujno, ampak je zelo velika verjetnost, da te lahko tudi izkrivi. Ne. In za me najboljša rešitev, če se nekdo pač pomaga z gospodinjo. Ne prosim obsoje duhovnikov, ki si pomagajo z gospodinjo. Vseh ne. Ja. Mi jih ne obsojamo, cirku jih obsoja. Je pa hudo, če pride pa do patologije, pedofilije ali pa, to pa ni fajn, ne. To je pa nedopustno in je treba, ampak zato je svetno pravi... Ampak misliš, da do tega ne bi prihajalo, če ne bi bilo celibata? No, ne rečem, ni nujno, ampak celibat vsekako ne sme biti razlog za to, ne? To pa ne sme biti, ne? Ker če bi bil pa zahtevan celibat razlog za to, je pa pred grehom posameznika greh institucije v njeni zahtevi in ne pomoči predelati zahtevo po celibatu, ne? Ja. To je treba reči, ne? Vprašajmo se, ali ni pred grehom posameznika greh institucije. Vem, da to ni dopovedljivo slišati, pa veste, danes je dozrel čas, da si natočimo čistega vina. Ne moramo več, ampak ne gre samo na področju cerkve, ne? Gre na celoviti, na celi paleti našega družbenega življenja. In cerkev je tudi, ker smo družbena bitja, religiozna družbena ustanova, ne? Eno stvar te hočem vprašati že zadnje dni, in sicer, ko sva imela en pogovor, ne, to je danes je repriza, ampak se čisto druge stvari pogovarjava, a ne, tako da imajo tudi še kdo ta drugič tle, kaj od tega. Takrat je ta knjiga šla, jaz sem vedela, da bo ta knjiga v Sloveniji izbruhalna, da je na nek način prelomna, ampak potem si pa ti padel ta grozen kolesje, ki se zgodi, ne? Ne vem, koliko si imel intervjuje blazno, kjerkoli cajten, kot preš si ti noter, že kakšna Rebeka Dremelj si skoraj. In ljudje so začeli govoriti, ful mene, tako, ker sprašati, a že brala, poznaš ti tega Gržana, moja hči, ki hodi na teološko fakulteto? Jabolko tudi pade daleč od drevesa, kdaj pa kdaj. Sploh, če je drevo zelo visoko. Ne, se hecam, se mi zdi super. No, ampak, ja, tam recimo, ne vem, če veš, da si težka zvezda, da med mladimi teologi in tako naprej. Ti si zdaj res dobesedno zbruhnil, neka zvezda si. Kaj se je zgodilo pravzaprav? Kako pa ti to, ki si v bistvu, ja,
ne zna reči ne, predava, pomaga parom, pomaga, ne vem, koliko je že rešil samomorilcev, pa narkomanov, ne vem, res. In v resnici je pa puščavnik, ne? To je človek, ki rabi čas zase, ki mora biti sam, ki mora biti s svojimi kojni, ker mu glava skozi dela in ga zelo izčrpava. Če je veliko z ljudmi, kako pa ti zdaj to, kako pa ti to preživel? A boš emigriral ali kaj? Jaz sem zelo vesel, da je ta knjiga res izbruhnila, ne? Ker pomeni, da je dozorel čas, ne? In verjamem, sem vesel, ne? In tudi imam neko rezervo in sem vesel, ko me povabijo, da spregovorim, da se srečam z ljudmi, ker prihajajo ljudje, zato ker iščemo, ne? In skupaj iščemo. In tudi če ne spregovori, vas zaznavam v vašem čutenju, ne? Jaz sem veliki fan kvantne fizike, ne? Jaz vem, da deluje, da smo ta hip vsi povezani, ne? Da je to nekaj noro dobrega, ne? In ozavestimo, ne? To povezanost v sočutje in moramo biti skupaj, moramo odpirati teme. Jaz sem odprl to temo. Če bi zdaj se pogovarjali, bi vi odprli vsaki svojega področja svojo temo. In založba Sanja kar naprej odpira pomenljive teme. In je čas, da se odvrnemo, veste, od, bi rekel, tistih tatov pozornosti, s katerimi se želimo odmakniti od utrujajočega življenja in se družimo v takih večerih in vi pripravljate kar naprej neke večere debate, ker nas to bolj spočije. Ne? Predvsem pa nas v bližini tudi naredi v bolj pogumne, ne bojo nas upali več tako blesavo zastraševati in se druži s takimi, ki mislijo alternativno, drugače in nas ne bojo mogli več polarizirati, ker ti boš iskal drugačnost in drugost in boš izstopal iz teh blesavih modelov, ki so povzročili toliko milijonov mrtvih in toliko desetine milijonov žalujočih in obupanih. Naš čas je prišel v priložnost, dozorel je v priložnost in ena prav posebna milina, milost je živeti ta čas, če se ne osamiš in če bereš. Jaz tu zelo verjamem, se mogoče bo elektronske knjige, ampak jaz moram držati papir v roki. Moram videti črko, mogoče premalo govorimo o tem, kako elektronske frekvence utrujajo naš mozek. Mi imamo v glavi, veste, eno zelo fino elektriko. In ta elektrika preko teh elektronskih je preagresivna za naš nevronski sistem. Saj jaz verjamem, to je zdaj lušen gledati, nekako ti to res funkcionira, jaz sam občudujem, kako to se nekako deluje. In nimam nič proti, da nekaj misli, da hočem delati proti neko, ampak meni je milina vzeti knjigo, ki ni agresivna, ampak je sporočilna. Ne? Ker se bojim, da bi prevelika elektronska agresija dejansko zmanjšala moč sporočilnosti, ki jo knjiga prinaša. Jaz rabim papir. Ne? Jaz ko me čakam, da bom prišel zvečer, pa bom tale polivinil dol dal, povonjam knjigo. Ne? To je, pa le odpreš, ne? Z vsemi čutijo zaznavaš. Kot dobro kapljico za misel, ki jo poživi. Zdaj si pa sanjam sesul njihove plane z elektronsko knjigo, ne? Ne, jaz sem povedal svojo. Jaz sem pri vas še vedno kupoval takšne knjige. Nočem nič proti več. Sej sem tudi prepričana, da bo taka knjiga preživela papirnata, no? Ja. Absolutno, če naš drugega lahko ješ zraven. Ja, točno. Ja, res. Veš, kaj se meni zgodilo? Kaj pa če tam poliješ, zliješ v gogor, ne? To se meni zgodilo na tipkovnici. Na tipkovnici sam sem pozabil že s čim. Prevrnil sem, pa se je vzlil. Ja, no vidiš.
Jaz mislim, Karl, da si takole, ko te opazujem danes zvečer, ko govoriš, da si res strašno pogumen človek, ne. Zato, ker govoriš te svoje resnice, jaz bi jih že tako oblekla v cinizem in šalo, da bi bilo že prav, mislim, neprepoznavne bi bile že, ne. In te zaradi tega zelo spoštujem. Zdaj vedno povabim, če ima kdo od publike še kakšno vprašanje, da ne bomo pogovarjali se samo o stvareh, ki mene zanimajo. Sigurno imate kaj za bregom. Samo vprašam, ste danes tudi ostali ob 4 zjutraj? Tudi ja. Ja. Včeraj sem bil tudi v Ljubljani pozno. Veste, kaj red mora biti, ne? Mene red drži gor, ne? To ne bom rekel, da je vedno lahek, ne? Ampak me drži. Pa mogoče bi ga tudi malo tu pa tam pogolfal, ampak mene ob 4:30 najkasneje čakata konča. Ker večerjo sta dobila danes že ob 3:30. In veste, to je več kot 12 ur, potem ne samo, da to potem počas meljete, ampak ob 4:30 me čakate prijatelja. Ne? In včasih me to dvigne. Če jih ne bi imel vprašanje, če ne bi malo takle, jaz golfal. Samo malo da čakate. Domov ste prišli po polnoči, verjetno? Tam, ja, ja. Pa še tako bolj bolehanje. Mislim, res. Kilo. Ne, res se prav čudem, kako on vse to res naredi, kar si zadane. Ne vem, nekateri med vami sigurno veste, da je on tudi amaterski arheolog, ne? Yeah. Da je odkril te megalite, ki je tudi kar dosti razburkal javnosti s tem. Te megalite, ki so razporejeni po Sloveniji v obliki v zvezdi, ne? Kar nam daje slutiti, da je šlo za neko komunikacijo z vesoljem, ne? Takratnih, kaj so bili Kelti verjetno, ne? Še pred Kelti. Kelti, Kelti so v bistvu že zaton. To je megalitska kultura, ampak verjamem še, da pred ledenodobna, namreč gradišča, ki jih najdeš, ne, to so te velike kamnite gmote, postavljene, se mora videti s človeškim posegom, dejansko v razmerju odsevajo zvezdne pozicije. Najprej se je zdelo to kar neverjetno, ampak imaš recimo v zvezdi Bika še popolnoma ohranjeno v koordinatah zvezdna pozicija, med njimi pa so grebeni. In to so kamnite strukture, ne, tako bi rekel, slučajno nastale, ne, ampak se prav vidi, Tesa, ti si videla, ne. Nekatere stvari so prav fascinantne, recimo veliki, več desetonski kamniti bloki, postavljeni na špico, stojijo na špici, ne, na podstavku 12 metrov visokem, spodaj pod tem kamniti več desetonskim kamnitim blokom se lahko sprehodiš. Ampak zraven tega megalitskega spomenika, ki je verjetno zelo vrednoten in bi bil deležen morda kot pozornosti, kot osrednji dogodek dneva na kakšnem izletu, zraven tega pri nas je popolnoma zaraščen, ko so snemali dokumentarce, ga sicer malo osvobodili, zraven je pa seveda veliko smetišče še vedno. Pač, Pa se zdaj to vidi iz vesolja, ne? Kako? Zdaj se pa to vidi iz vesolja, smetišče. Ja, smetišče se pa... Torej, ti si bila megalitska kultura, zdaj pa smetiščna kultura. Tako, točno. Tako je. Veliki napredek. Še kakšna? Vprašam, kje je to? Lejte, to je povsod. Torej, sledovi megalitske kulture so povsod. Jaz sem pa odkril dejansko obredno svetišče vseh v zvezdi. Zdaj pripravljam drugo knjigo. V prvi sem prikazal pozicije Oriona, velikega malega psa, Bika in pa svete reke Eridan, še kaj, dvojčka. Ja? Zdaj v sledeči bom pa prikazal vsa ta ozvezdja, ki so v mini poziciji, to pomeni, ampak te mini pozicije od Savinje do Sotle, severno od Save, s tem, da
ozvezdje Feniksa sega preko Save in nakazuje to prebojenje in so označene zvezdne pozicije, ki se z našega torej področja na nočnem nebu ne vidi. To pomeni, da so bile te kulture dejansko izjemno povezane komunikativno. Ne. Verjamem, da bo to zbudilo začudenje, ampak nič hudega. Veste, jaz sem že toliko star, če se režijo, smejijo, če se jezijo. Ko so prišli pogledati uradni, ne, so bili pa, ko so se vrnili, ker imam tam prijatelje na inštitutu, popolnoma besni so bili tudi zato, ker se jih je malo dotaknili sporočilo, tam nad samem teredu so bili do skrajnosti ignorantski, ne. Ampak nič hudega, se tako mora biti. Jaz ne delam za sedanji čas. Čez 50 let sem prepričan, bo to eno največjih astroarheoloških odkritij oziroma spomenikov na področju, ne rekel samo Evrope. Ne. Moje je, da sem iskren, da napišem, upam, da nisem tako butl, da bi si delal neke utvare, ker zelo preverim, ne. Nič ne bluzim z nobenimi, ne vem kakšnimi, samo prej sem govoril o sočutju, ampak tu moram pa kamen videti in moram videti dejstva, da stojijo in moram videti horizonte. Kontroliram, kjer so večje razdalje tudi prek satelitov, da vidim, ali ker grebene drugače težko, ker so veliki, odkriješ, ker tak ne. Te stvari stojijo, prepričan sem, da je 80% pravilno in prepričan sem, da bo po moji smrti tista ogroženost, ne, da nekdo tam pa neki, ne, ker ni uradna stroka, ne, pač nič hudega. Bo pa nekdo rekel, da je on odkril to. Ja, lahko, super. No, Pomembno je, da se odkrije. Ker, veste, meni se zdi v življenju zelo važne vsebine in bližine, ne. Da si izbereš vam prijatelje, ne? Ne, to je, ko si ti s tem začel, sem te imela malo na sumu, da si znoril. Ja. Najprej. Da sem se začel. Res. Ja, tam je bila komuna, kaj če se zadeva začne. Ne, si pa sem mu rekla, kar le dve možnosti sta, ali si nor, ali pa genialen. V obeh primerih te bom podprla. Hvala. Ja. Če bo založba Sanja iz letov ne organizirate, lahko Ne, sem knjigo ti bojo pa izdali po moje. Drugo, ja. Sam bojo se lažje odločili za izdajo, če pokažem par megalitskih struktur, ker res dol padeš, ne? To je zdaj izgled. Sej berite spletno, tam se vam pošiljajo novice, ne? Novice bojo to objavili, če bo. Ja. No, super, vidiš. Ja. En izgled. Ker je res fascinantno videti, ne? Ker vidiš, da stoji. Posebej rad pokažem ozvezdje bika, ker v celoti stoji in so koordinate popolnoma take, kot so na nebu. Ne? Malo je scary, ko to vidiš, res. Ja. Meni je bilo, ker najprej sem probala, to so neke stare ograje za ovce. Ampak dejansko ni bilo smiselno, ne, ni bilo druge razlage dejansko, kakor tvoje, ne. In pa me tako srh, tako sem rekla, no jaz sem imela pa to teorijo, ne, da so dejansko imeli predkeltski prebivalci to za komunikacijo z vesoljci, da so vedeli, kje pristati, ne? In čim se je pa pojavila katoliška cerkev, so pa vesoljci nehali pristajati, da jih ne bi na grmadi zvučkali. Ne se tudi, da so vesoljci postavili, edino, jaz to ne razumem, če so imeli sposobnost premostiti tolikšne daljave, pa bi se pa to s kamni ukvarjali, pa si postavljali telišča, to mi nekako ne gre, ne. Jaz verjamem, da, veste, da... Ne, oni so rekli, dokler se ne bo rodil Karl Gržan, nočemo, da vejo, da smo bili tle. Tako, ja. Desna, kaj če bi ti napisala en roman o tem? Ne bi.
Bi mogla preveč preštudirati prej, nimam cajta. Mislim, pišem sem tisto, kar si izmislim. Zato čas. To je res, Zaenkrat. da si ti zamisliš, moraš pa marsikaj predelati, ne, osebno. In če osebno nagovarjaš mlade, recimo to kot ti, ne, skozi svoje dela, je to res fajn predelava za Nismo življenje. tle zred mene. A ne, predu. Okay. Še kakšen vprašance? Jaz bi vprašal. Mene zanima, ko je gospod omenil, da je prišel čas za spremembe. Me zanima, ali so take spremembe sploh možne, pa do kam bi napustili spremembe. Ker tisti zemeljski bogovi, kapital, to ne bi dovolj. In potem ni alternative druge kot vojna. Revolucija, mislite? Ja, ali pa vojna. Glede, tudi v primeru vojne so oni vedno v ozadju na varnem in uporabijo to za svoj interes. Očitno se to Ja. se Ja. Se pravi, spremembe, takih, ki se mi želimo v pozitivno smer, pa da bi se družba spremenila, pa družbeni odnosi, to oni ne bodo dovolili, na tem svetu bo moral biti kapital, prva violina in on bo gospodar tega sveta. In zato že prej, ko so nastajale socialistične države, v Jugoslaviji, kapital je rušil, je socializem rušil. Ker, če kapitala ne bi bilo, bi lahko bile tudi socialne države. Ampak kapital je premočen, preagresiven in on obvladuje ta svet. Zato ne verjamem, da si mi lahko gremo v neke spremembe. Tu bo samo šminka. To so, recimo, v tem poslanstvu prebujene imajo poslanstvo religije, ne? Zato je recimo to, da se je cerkev na Slovenskem zapletla v kapital, grozljiva zadeva. Kar se pa religije, recimo, pa ne bo krščanstvo, budizem, islam, dejansko je bilo v prebujanju zavesti, ne? O zaveščanju, da bi bila dovolj kritična masa, da bi lahko na nek način ta silno moč kapitala, oziroma rečemo temu pohlep, željo poimeti, obvladovali. Ne? Ker človek je dejansko problematično bitje, ne? In tu je temeljno poslanstvo, recimo, če pogledate budizem, če pogledate tudi Jezus, kaj govori, če pogledaš islam, ne? Je bilo eno silno prizadevanje držati človeka na nekem nivoju, da lahko funkcioniramo, rečemo temu, v sociali ali pa v medsebojnem sočutju. Ne? Je pa to grozljivo naporno delo, ne? Nikoli dokončano, ker ti vedno ta silni pohlep streže, ne? Ta sebičnost, to spregledovanje nemočnih in trpečih, ta misel samo na sebe, to je vedno skušnjava, ne? In premagovati to, ampak jaz hočem biti optimist, ne? In jaz tudi verjamem, da se bo ta sistem, ki je trenutno, recimo, se bo sesul sam vase, bo veliki kolaps, ne? Ker drugače preprosto tudi ne gre, ne? Zvezda, tudi naše sonce, ne vem, koliko 4 milijarde let, koliko še milijard ima cajta, ne? Se bo na koncu silno nabuhnila, ne? Zdelo se bo, kakor da je zmagovita, potem se bo pa sesula sama vase, ne? To je dejansko ravno zanimivo, da se zelo rad imam vesolje, te podobe, simboli, to, kar zdaj astronomija odkriva, so dejansko na nek način simboli našega bivanja, ne? Prej sem nekaj omenil, to bi lahko cel večer o teh debatirali in verjamem, da je to usoda tudi bogov globalnega kapitala, do katerih naša misel niti ne seže in so seveda v ozadju pametni in mirni, ampak zlobni in sebični, in zato jaz tako verjamem in hočem verjeti. Tudi to je moja vera, ne? Mogoče naivna, ampak hočem v to verjeti in verjamem v to, ne? Ja. Ja, ostane nam vera. Ja. Ampak hvala za vašo misel, za vašo temeljno analizo, ne? Dejanskosti, ne? Kar je, za vaš
imaš pomislek treznosti, ne, ki je ravno v tem, recimo v tem prebujanju evoluciji sila nujen. Ker če nas tukaj bi zaneslo, če ne bo teh, kot je bil vaš treznih premislekov ali pomislekov, se zgubiš, ne. To treba zelo tehtno. Hvala. Eno misel bi dal tako za izhodišče, ki me zanima, vajno mnenje, ne. Prejšnji teden smo gostovali v Ljubljani in v Mariboru Trdorja Tortasona. To je nekdo, ki ga jaz, hvala lepa, zelo cenim. On je vodil in to zelo odgovorno proteste v Islandiji, ki so v 4-5 mesecih zelo zahtevnih dosegli nekaj, kar se je zdelo nezaslišano in nemogoče, vključno z vstopom vseh članov sveta, njihove centralne banke, odstopom vlade in pa finančnega ministrstva, nekako tako. Vse so te procesi dolgi, ne. Ampak pri tem je prišla ena misel. Jaz menim, da je treba da ne bo prišlo do tega kolapsa in eksplozije, torej, ne, da je treba pomagati temu kapitalu prideti do racionalnosti, ki je zdaj nima, ne. In mislim, da je to možno tako, ker gledajte, čisto pri prostih stvareh se vidijo velike stvari, ne. Danes govori vse o podjetjih, ne. In vsa podjetja, če pogledamo zakon o gospodarskih družbah v Sloveniji ali pa kjerkoli v tako imenovanem kapitalističnem, ne, razvitem zahodu, to je, pravijo, družba, ki je ustanovljena z namenom pridobivanja dobička. Zdaj sem se že večkrat šalil, da recimo založba Sanja, naša založba je v protiustavnem oziroma protizakonitem položaju, ker to si ne zastavlja za cilj. Torej, če bi mi uspeli en minimalen konsens svetovno doseči, da nobena družba, ki ne služi tudi skupnosti in šele potem lahko tudi ustvarja dobiček, ne, tista, ki pa to in samo zato obstaja, pa zavržna in nevredna inteligentnega neke kulture. In s tem mi bomo vse tih, koliko je 200 multinacionalk, ki danes obvladujejo, nekako, jaz verjamem na tako inteligentno rešitev, kjer bi se celotno človeštvo povezalo in to preprosto postavilo kot zahtevo tem svetovnim bankam in vseh, ki ne vejo zdaj kaj. Skratka, družbe mora služiti skupnosti, če tiste, ki pa služijo predvsem dobičku, nimajo pravice do obstoja oziroma so v nezakonitem položaju, tako kot smo zdaj mi, ki delujemo v svobodnem trgu. Meni se zdijo te besede odlične. Tudi za misel in to, ne. Hvala. Sem kako pa bi to lahko speljali? Imaš že tudi tle kakšno idejo? Imaš? Super. Svetovno, da se po vsem svetu začela povezovati in da začela podpisovati v roku, ne vem, letu ali pa dveh, postopoma pridobivamo podporo svetovno-mnenjskih mislecev, tudi Karlija, ampak to bo še delo, ne. Zdaj jim preprosto mislijo, preprosto neko. In danes tudi glas družb po vsem svetu postaja vse močnejši prav skozi splet, ne. Avas, recimo organizacija, ko se nekje zgodi, je že preprečila, oni so dokazali, da lahko v nekaj dneh zberejo tudi 5 milijonov podpisov, kar je nikoli v zgodovini človeštva in s tem izvajajo tak pritisk, da tudi Bela hiša si več ne sme prvoščati, ali pa Putin na drugi strani tisto nekaj, ne. In ta moč in tehnologija, to je pa dobra stran tehnologije, da omogoča danes povezovanje in ne, v tej smeri, no, tako, da ne bom predolg. Jaz pa mislim, da to mora biti tudi spoštovanje vrednot. Te vrednote smo čisto pozabili. Jaz sem bila stara 25 let, ko sem poslepela, pa sem poda krivila za to. No in ko sem bila slepa, sem rekla, da vse to kriv on, noben drug, ker sem bila znoverna. No, po 25 letih kljub uspešnemu podjetništvu na vsem temu in šoli in vsem temu sem ugotovila, da sem kriva sama. In jaz mislim, da smo vsi tukaj, ki smo pa še kjerkoli posamezniki krivi za to, ker se skrivamo. Oče bi bilo dobro, da bi se pokazali, pa mi je spoštovanje vrednot. In jaz sem stara 50 let,
naredila sem magisterij kljub slepoti, prebolela raka in zato ne krivim Boga. Ampak pravim, da sem sama kriva za vse, karkoli naredim, moj Bog sigurno ne. In ko je meni zdravnik rekel, da nimam več nobenega markerja, sem rekla, hvala Bogu, je rekel, to pa ni res. Hvala nam, sem rekla, ne, sem rekla, vi ste dobili roke, s katerimi ste to lahko naredili in hvala tudi vam. In jaz mislim, da je zelo pomembno, vse to lahko naredimo, ampak vsak posameznik bi mogel biti. Freud je lepo povedal, moški možgani so raziskani, ženski niso. In ženske bomo lahko zelo veliko naredile, če bomo tudi kdaj spoštovali naše, ki so na temu in bi lahko tudi ženske podprle, pa nikoli ne. In se skrijemo in se ne upamo pokazati in potem krivimo vse svetovne multinacionalke in okoli. Dajmo narediti nekaj za to vsak posameznik, seveda s spoštovanjem vrednot. Super, hvala. Absolutno. No, vse to, kar je že odmeri poudarja, pa tudi jaz sama sem velikrat to, kar ste rekla, za to javno izjavljala, ne? Ampak dejansko je pa treba, vseeno je pa potrebna neka organizacija, ne? Da se stvari nekam premaknejo, po moje, no? Da, če bomo sam si želeli pa vedeli, kaj je narobe, po moje, to je že itak. A veste, kako je, ko smo svoje društvo za ohranjanje kulturne dediščine in etnološke, pa ko se zberemo skupaj videti vsak samo, kako bomo zaslužili pri temu, ne? Pa kdo naredil za to, pa ne bomo, ne? Recimo, ne? In jaz mislim, če hočemo ohranjati majevska kultura, keltska kultura, ne bomo, tudi rimokatoliška, ampak jaz mislim, da je zelo pomemben, veste, kaj so rekli Maji, ko so jih Američani potem vprašati, to je bilo zdaj, mislim, da 3 leta nazaj, da so jih vprašali v Hondurasu, pa so odgovorili tako primitivnega ljudstva, kot je sedaj, da rabi računalnik, da premakne skalo. Gospod je lahko povedal, na Vačah je prečudovita in taka stvar, jaz sem videla to, tako grmovje noter vse, recimo, ko bi se dali to pogledati, pa bi se tudi marsikaj videli. Ampak dokler mi ne bomo, pa bomo tako primitivno ljudstvo, kot smo, potem bomo rabili 100 kamionov, da v neki premaknili, da bi uporabili to z nekje drugje. In recimo, ko ti kot društvo hočeš nekaj narediti, bojo vsi ljudje se umaknili, ko bo treba kaj reči. Takrat nas ne bomo tako skupaj stopili, ko smo odeli. Jaz sem zelo hvaležna Sanjam, ker jaz berem z lupo, pa povečavo za vse te knjige, ki so malo drugačne. Tudi gospodu Karlu se zahvaljujem, sem jo prebrala in je prečudovita. In vprašanje, če bi hotela videti, vam povem, da ne. Ker mi je lepši tako, da ne vidim. Je lepši svet, boljši. Hvala za vse, kar ste povedali. Vse meni je dalo zelo misliti. Prav, da ne dam piko na i. Ja. Jaz mislim, da je dala že kar gospa, zdaj ta zadnja, ki je povedala. In jaz nisem dosti pametna, da bi dajala pike na i. Bi se pa zahvalila vsem, ki ste prišli. Bi se zahvalila založbi Sanje, ker nam je vsem omogočila ta srečanje. In seveda našemu Karliju, ki je napisal res to čudovito knjigo, da jo celo jaz razumem. Hvala res vsem. Zdaj bo pa še Tjaša nekaj povedala in boste takoj pozabili, da sem jaz sploh kaj govorila danes. Prav res se ni bati, da bi se kaj takega zgodilo. Jaz se najiskreneje zahvalim obema, Karliju in Desi in Karliju, in najgloblji poklon rečem, torej, da vidite, pa se je res zgodilo tisto neogibno ljubezen, se je vršalo in brbotalo prav spričo ljubezni. Karli, lepo ste dejali, tu zapišete tudi v knjigi, da so miti konzerve znanja. Tudi sveženj posredi je takšna konzerva. Znanja, spoznanja in sočutne bližine. In zatorej odgovarja
ne samo srčno žilno, ampak tudi srčno dušno željo slehernega iščočega. In iščoči pravzaprav moramo biti vsi, če nam je mar za življenje, če nam je mar za biti. In nam je mar za biti, prav gotovo. In k tistemu, kar ste povedali, mogoče tihceno pridam še eno misel. Moč posameznika nemara nikoli ni bila tako podčrtana v kozmosu, kot je prav ta trenutek. Tu želim verjeti. In ker je toliko njih, ki malomarno in pogostoma nasilniško spregovarjajo v našem imenu, ta trenutek merim na tiste, ki izhajajo z položaja moči, pomislim, da bi ne moglo biti odveč, če bi jim množično začeli pisati pisma, odprta pisma, z vprašanji, ki se nas neposredno tičejo, z vprašanji, na katere preprosto zahtevamo odgovore, ker delajo na naš račun, kaj ne, in so pri tem preprosto brezobzirni, prepogosto. Zatorej pišimo jim, zahtevajmo odgovore, bodimo pri tem neusmiljeni in ustrajni. To je najboljša možna oblika pritiska zoper strukturo, to pa seveda ni edina ovira na poti, kot vemo. Vsem bom malo tvojim plemenitim besedam ogovarjala, ne? Ampak jaz mislim, da oni to naberajo, tudi če se jim piše. Jaz mislim, da bi bilo boljše kdaj kakšno kamen v šipo vršiti, ampak ne v parlament, tam, ko stanujejo. Edino jih bomo prestrašali, po mojem. Ne, pa ne. Da, tudi besede, kot vemo, so lahko noži ali kamenje in jaz si predvsem želim, da bi izvajali pritisk, ker imamo to možnost in moč. Zahtevati odgovore, verjamem, da naši politični predstavniki takšnih vprašanj ne berejo, tako pa bi bili primorani, preprosto primorani osebno ali tudi pravno odgovarjati za to svojo malomarnost, ignoranco. Tako da, oprostite, pomisel, ki je mogoče niti ne bi kazalo tukaj in zdaj izreči. Zato pa izrečem še nekaj, kar spominja na ekonomsko-propagandna poročila, pa to pri mili veri, moji veri, mili veri, ne sme biti tako prepoznano. Že prej sem omenila našo knjigarko Ivo. Tam je najti knjigo Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih, pa še nekaj drugih naslovov. Denimo tudi naslov Dese Muk, Peskovnik Boga otroka, vrhunski roman za odrasle, izjemno zrela, domiselna pisava, pa še nekaj drugih, denimo Zavzemimo denar nemške avtorice Margaret Kennedy, ki razgalja finančni, monetarni sistem, ideologijo v ozadju in opozarja, da je lahko denar še kaj drugega. Pa denimo Narobe, šola narobe sveta urugvajskega pisca, ki so ga za voljo resnicoljubnosti in raziskovalne vneme izgnali. Eduardo Galeano postavlja v šoli narobe sveta osupljive trditve, ki so še kako resnične in bolijo, a hkrati Karli v enaki meri se mi zdi osvobajajo. Preprosto zato, ker so resnica. Karli, je preveč predrzno, zdaj vas zelo očitno izpostavljam, ampak če bi kdo želel vaš podpis v knjigi, se ga more nadejati. Desa bo svoja, podpisanje pa svoja. Se imamo dva kulija. Tako, torej prisrčna hvala obima, da tu se bo vršilo podpisovanje, pa naj se misel sklene in naj dolgo odmeva v prostoru za evolucijo srca in duha na zmago. Bodite nezaslišano lepo in srečno.